Nič namen te današnje izjave je predvsem, da bom rekel, niti komentirati, ampak samo pač odgovoriti na prijeti odgovor s strani predsednika vlade. In prvo, kar bi seveda želel poudariti, je, da smo odgovor prejeli v roku, tako da iz formalno pravnega stališča seveda je zadeva korektna. Je pa dejstvo, da je to pač odgovor o neodgovoru. Da je to odgovor, v katerem da ni odločitve o našem pozivu. Zakon na Računskem sodišču je glede tega jasen in sicer pravi, da mora organ, ki mu je bil vročen poziv za razrešitev odgovorne osebe, mora vročiti o pozivu na svojo odločitev pisno sporočiti Računskemu sodišču. Torej, zakon govori o odločitvi o pozivu. Dejstvo je, da je v tem odgovoru premier predlagal, da ne se opredelimo do navedb oziroma do mnenja zakonodajne pravne službe in dejstvo je tudi seveda, da odgovor popravljamo, da bomo tudi odgovorili in svoje mnenja posredovali premierju seveda z pričakovanjem, da se do našega poziva opredeli oziroma da odloči o našem pozivu. Tisto, kar bi mogoče želel še poudariti, ker se mi zdi, da saj pri teh širših komentarjih ali pa pri komentarjih različnih strokovnjakov mogoče prihaja tudi do določenega nerazumevanja. Želel bi poudariti, da naš poziv, če se ga pozorno prebere, je usmerjen predsedniku vlade kot tistemu, ki torej lahko začne postopek za razrešitev. Mi seveda vemo, da predsednik vlade ni tisti, ki razrešuje in imenuje svoje ministre, pač pa to počne državni zbor. In tisto seveda, kar pričakujemo, je, da prvi minister, torej predsednik vlade, prevzame iniciativo in začne postopek o sami vsebini tega predloga za razrešitev, bo pa seveda odgovoril oziroma potem bo pa odločil na koncu državni zbor. In dejstvo je, da skladno tudi z zakonom o Računskem sodišču, torej zakon ne predvideva, da bi se preložilo breme odgovornosti o odločitvi na poziv nazaj na Računsko sodišče, ker seveda Računsko sodišče svoj statement ali pa svoje stališče do tega vprašanja, tudi do izrecnih pristojnosti, ki jih zakon daje Računskemu sodišču, že podalo torej, stališče v obliki poziva za začetek postopka za razrešitev odgovorne osebe. In dejstvo je, da za nas seveda ne obstaja nikakršne ustavno pravne dileme o postopkih vezanih na poziv za razrešitev ministra. Dejstvo je, da Računsko sodišče na podlagi 12. odstavka 29. člena zakona da poziv za začetek postopka odgovorne osebe organu, za katerega oceni, da lahko izvede postopek in da lahko torej, začne postopek same izvršitve. To je seveda Računsko sodišče tudi storilo in dejstvo je, da je torej državni zbor tisti, ki seveda tudi odloča o razrešitvi oziroma imenovanju, smo pač pa na predlog predsednika vlade smo torej ocenili, da je potrebno pismo za razrešitev ministra poslati predsedniku vlade, torej ne državnemu zboru, ker predsednik vlade začne postopek. Sam postopek oziroma samo razrešitev pa seveda izvede parlament. Tako da v tem smislu je tukaj premier tisti, ki pravzaprav predstavlja vez med Računskim sodiščem in državnim zborom glede poziva, s katerim na podlagi ugotovljenih dejstev predlagamo začetek postopka. Gre torej za prevzem iniciative za nadaljevanje postopka, kot ga določa zakon o Računskem sodišču.